Spoštovane dame in gospodje, smo 31. decembra 2021, se pravi zadnji datum v tem letu. In ker smo nekako tako daleč, da lahko pride do dejansko katarze reseta, smo rekli, da bomo simbolično v nasprotju od nekako večkrat literarno in tudi življenjsko prisotne doktrine pakta z hudičem na Ptuju sklenili pakt z Bogom. To seveda ne bo sedaj nekaj čudaškega in smešnega in bizarnega, ampak dejansko s temi literarnimi besedami opisano aktivno zavedanje o pomembnosti kulturne in intelektualne dediščine, ki jo imamo, in aktivno zavedanje glede odgovornosti, ki jo s dejstvom posedovanja te dediščine imamo. Se pravi, pakt z Bogom se lahko sklene oziroma se bo sklenil v kontekstu mitraizma, in sicer bo izgledal takole, da izrečemo, da vemo, kako pomembna je kulturna dediščina, ki jo imamo, in da se zavežemo v tem našem paktu, da bomo poskrbeli, da ta kulturna dediščina ne bo zaničevana, pozabljena in odmaknjena, ampak bo dejansko aktivno promovirana, raziskovana, predstavljena in tudi seveda spoštovana. Sedaj prvi del pakta z Bogom bomo sklenili tukaj pri prvem mitreju, in sicer na čist preprost način, da bomo za zaključek tega leta odstranili smet, ki se je zagozdila tu na rob in dejansko prav kazi izgled tega edinstvenega templa, edinstvenega v svetovnem merilu. Večkrat sem že poudaril, kako pomembni mitreji so, in odslej ne bom samo večkrat poudaril, ampak bom poudarjal. Se pravi, ta smet bo ustrezno deponirana in seveda odstranjena. Razlika je očitna, kot vidimo. In sedaj se premaknemo do tretjega mitreja, kjer potem simbolično sklenemo pakt z Bogom. In še enkrat poudarjam, v bistvu želim povedati sledeče, ko se sedaj, rečemo temu takole, prizemljimo. Biti moramo kreativni v razmišljanjih, v besedovanjih, v predstavah, v nenazadnje tudi samem verbaliziranju naših misli. Ne smemo se nekako omejevati, češ da pa za človek ne sme v življenju gojiti veselja. Moto nam mora biti, naša življenja morajo biti polna radosti in sreče in ustvarjalnosti. In zato tudi, kot rečeno, simbolično sklepamo pakt z Bogom.